Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o upanju in v pričakovanju prihodnosti. Upanje je eno izmed temeljnih slepil duhovne hierarhije, z katerimi so nas ohranjali v stanju pasivnosti do dogajanja. In seveda tudi to, da so nas poniževali, da so nam govorili, da smo majhni, nemočni v primerjavi z celotnim stvarstvom in Bogom, ki naj bi vedel, zakaj se gre, ki naj bi ta svet upravljal odgovorno z zavedanjem vsega, kar se dogaja. Upanje je tudi povezano z molitvijo, ker molitev je v bistvu nekako izraženo upanje, ko se sklicuješ, ko kličeš Boga, da naj stvari uredi, in potem potrpežljivo čakaš. In seveda, če se stvari, za katere moliš, ki jih želiš od Boga, v katere upaš, ne izpolnijo, naj bi potem bilo to samo znak, da še ni pravi čas, da bi se ta stvar uresničila, ali da tisto, kar prosiš, kar moliš, da ni v najboljšo korist tebi, da Bog že ve, kaj je za tebe najbolj primerno. Sestavni del teh duhovnih slepil je bilo torej čim bolj vzeti moč ljudem, zavedanje njihove osebne moči pri soustvarjanju in spreminjanju zadev na svetu, in da bi vse ljudi čim bolj ohranjali v stanju pasivnosti, neaktivnosti, v čakanju na nekega čudežnega odrešenika, ki bo stvari potem uredil takrat in na ta način, kot je to usklajeno z Božjo voljo. Potrebno se je torej zavedati, da edina stvar, ki prinese spremembe na tem svetu, je praktična fizična aktivnost. In vsak od nas ima čisto enake potenciale v smislu tega, da nekaj storimo, da pridemo, da gremo iz točke A do točke B, da komuniciramo, da se združimo, da spremenimo zakone in družbene dogovore. To se da doseči samo z praktičnimi aktivnostmi. In to brez potrebe po razmišljanju ali uporabe čustev, torej teh konfliktnih miselnih energij, katere sem že razložil v prejšnjih videoposnetkih. Upanje je čakanje. Molitev je čakanje. Edino, kar prinese rešitev, je aktivnost, je premikanje. Zato vam predlagam, da nehate upati, da nehate moliti, da nehate čakati, ampak pogledate, kaj lahko vi ta trenutek praktično naredite, da premaknete vaše fizično telo od sedanje točke do lokacije, kjer je možno narediti neko spremembo. Kako greste lahko do neke osebe, ki je na nekem položaju, in izrazite probleme na tem svetu, kako lahko fizično se povežete z nekim človekom,
ki ima podobno mišljenje, kako lahko fizično, praktično se pridružite naši skupini Destiny, ki povezuje ljudi iz vsega sveta, ki so praktivisti, ki za praktičnimi aktivnostmi odgovorno spreminjajo ta svet. Edino na ta način je možno doseči spremembe. Kajti z dopuščanjem trenutnega stanja, z toleriranjem in ignoriranjem problemov se ne bo spremenilo nič. Nihče ne bo prišel čudežni odrešenik, ne bo ponovno prišel Jezus. Mi smo tisti, ki ta svet ustvarjamo in soustvarjamo tak, kot je. Mi smo tisti, ki dopuščamo stvari. Mi smo tisti, ki spreminjamo to okolico, ki izrabljamo naravne vire, jih preoblikujemo, jih kombiniramo, izdelujemo izdelke, izvajamo storitve in to na praktičen način. Zato je sedaj potrebno praktično spremeniti delovanje naše družbe, spremeniti ta potrošniški sistem, spremeniti denarni sistem, ekonomski sistem, proizvodnjo, da bo proizvodnja bolj racionalna, da se ne bo več proizvajalo namerno izdelkov za kratko življenjsko dobo, da se to potrošništvo samo še ohranja naprej pri življenju in da se naravne vire razdeli enakovredno med vsa živa bitja na tem planetu, da ne bo več nobenega pomanjkanja. Za vse te stvari so potrebne praktične aktivnosti. Ni potrebno razmišljati, upati, moliti, ker to so samo aktivnosti v umu, so domišljijske, virtualne domišljije, ki nimajo absolutno nobenega učinka na spreminjanje fizične, univerzalne realnosti. Vabim vas, da se nam pridružite, pogledajte si pod tem videoposnetkom še povezave za dodatno informiranje samega sebe o problematiki, predvsem pa o rešitvah na tem svetu in potem bomo lahko v prihodnosti stvari intenzivno izboljšali. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.